V Sloveniji smo priča, da vsako leto znova na istih površinah, se pravi sicer kolobarijo, ampak približno na istih površinah prizadene suša, predvsem posevke koruze. In vedno znova potem tudi kmetje zahtevke za to pošiljajo in tudi dobijo odškodnino. Oni so prvi na fronti, da oni dejansko neposredno občutijo vse podnebne spremembe, torej dolgotrajne suše, nalivi, toči. Letos je celo požar na Krasu pokazal zobe, tako da so željni teh novih znanj. Smo na obisku na kmetiji, kjer se je njen gospodar odločil, da bo namesto koruze, ki je zelo občutljiva na sušo, sadil druge poljščine za krmo živali. To je industrijska konoplja, ki jo prašiči menda obožujejo. Prašičjem krško-poljskim smo začeli uvajati krmni obrok konoplo. V primerjavi recimo s koruzo, kakšne so prednosti konoplje, jo imajo prašiči radi? Ja, vsekakor se vidite, da je to tako, bi jim dal sladico, zelo radi jejo, tudi svežo in suho. Dost vitaminov, raznih mineralov pridobijo. Vsekakor je treba nekaj koruze tudi v krmni obrok, brez tega ne bo šlo. Sama konoplja ni dovolj, ampak lahko pa zmanjšamo stroške na račun tega, da še pač neko drugo kulturo uvedemo poleg koruze. Gre se tudi zaradi manj dela, ni stroškov škropljenja, ni stroškov pač setev in žetev, in to je to. Ne rabiš gnojiti, ne rabiš škropiti, ne rabiš nič. Seme pa potem tudi ostane za prihodnje leto? Ja, vsekakor ostane seme za naslednje leto, nekaj prišparamo za setev, ostalo pač pokrmimo živali. Opozarjamo Ministrstvo za kmetijstvo in naprošamo kmetijske svetovalce, da naj spodbudijo kmetovalce, da bodo začeli saditi alternativne poljščine, kot je industrijska konoplja, lan, soja, volč bob in tiste kulture, ki so odporne na podnebne spremembe, se pravi na sušo. Pa mi v nekako globaliziranem svetu tudi obilja, da lahko pridobimo pridelke in izdelke iz drugih koncev sveta, smo kar nekako pozabili na vse te kulture. In med temi kulturami so številne poljščine in vrtnine in danes smo na tej kmetiji Rotovnik govorili o volčjem bobu. In volčji bob je vsestranska kultura, ki lahko pomeni obogatitev tal, ker ima zmožnost biološke fiksacije dušika. To v času pomanjkanja ali pa tudi draginje gnojil lahko pomeni, da ta rastlina v kolobarju dejansko pomeni za tla in za druge rastline hrano, tako da je iz tega vidika velik njen pomen. Lahko je volčji bob sestavina za tofu, za razne omake, ki jih imenujemo sicer pod imenom tempeh, pa volčji bob lahko sam pražimo za kavo. Iz volčjega boba moka je lahko za vse izdelke, ki so lahko podobni, kot jih naredimo iz žitnih mok. In pa seveda tudi sam volčji bob kuhan je tisti, ki ga lahko mirno jemo kot vse stročnice. Podnebne spremembe so tu in zelo veliko je metod, kjer lahko pripomoremo k temu, da si pomagamo sami. Sicer v kmetijski politiki vedno znova spodbujajo le stvari, ki stanejo in so povezane z kapitalom in podpirajo globalizem in korporacije. V Sloveniji in tudi v svetu so poznane metode permakulture in tudi naši predniki so že znali to delati. Na vsaki strani polja jarek, s katerim se uravnava podtalnico. Bili so zbiralniki vode, močvirja, mejice. Vse to je Agencija za kmetijske trge dejansko prepovedala oziroma odštevala od subvencij in kmetje so vse to lepo uničili in zaradi tega imamo tudi tako stanje in tudi dodatne težave z vodo. Slovenija je raj na zemlji, kjer bi rastle čudovite rastline, zdravilne rastline, kjer bi lahko skrbovali sebe in lahko bi skrbovali Evropo. Seveda pa je treba narediti eno platformo, kjer bi lahko vse te zadeve prodali po višji dodani vrednosti.